GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dobrodošli v novi epizodi podcasta GFML-jevci. V našem podcastu odkrivamo zanimive in navdihujoče zgodbe bivših dijakov GFML. Veseli smo, da se nam pridružijo v studiu in z nami delijo svoje spomine in izkušnje, ki jih nabirajo na svoji življenjski poti. Danes sva z vami Kaja Furlan in gostja Selma Franov. Pozdravljeni. Pozdravljeni Kaja, pozdravljeni GFML-jevci in meni pozdrav, dobrodošla doma. Selma Franov je jezikoslovka, ki je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala ruščino in kitajščino, obvlada pa še vrsto drugih jezikov. Naša gostja je tudi glasbenica in odlična poznavalka azijske kulture in duhovnosti. Nedavno se je vrnila s potovanja po Tibetu, pa jo spoznajmo. Vsakega gosta v mislih popeljemo v srednješolske klopi. Kakšne spomine imate na svoja gimnazijska leta? Zelo zanimive, zelo lepe, dosti izzivov, iskanja, najdevanja. Gimnazija je takrat izgledala malo drugače kot danes, ampak samo po postavitvi, mislim, da je energetski naboj je bil približno enak, dosti iskrenja, žarenja, valovanja, raznoraznih boom efektov. Gimnazija je dejansko bila dobra odskočna deska za vse, kar sem počela potem kasneje. Vaša razredničarka je bila pokojna Anica Sever. Kako se je spominjate? Anica je bila zelo topla oseba, ki je v bistvu za nas, za celi naš razred skrbela tako ena mama. Dostikrat je bilo tako, da smo obravnavali kakšne razredne stvari, ne vem, če ne 15 minut pa 20 minut naše ure kemije, kar je bilo včasih dobrodošlo, ampak te smo morali šibati s snovjo naprej. Tako da, ja. Torej bi rekli, da je imela veliko dela z vami? Mislim, da smo ji dali kar nekaj dela, ampak ja. Imate kakšen poseben spomin, ki se vam je vtisnil iz teh gimnazijskih let? Mislim, da je zelo dosti, ki bi težko zdaj enega zelo posebej izpostavljala, ali pa ne vem. Fajn so bila recimo kakšni pohodi, naravoslovni dnevi, enega smo imeli na Kope, ko smo v bistvu, mislim, da je bilo vreme pričakovano bolj nekako sončno, pa smo, mislim, da celi dan hodili v gosti megli, tako da smo se morali klicati, kje je kdo, da se nismo razgubili po Pohorju. V eni od svojih predstavitev ste zapisali: že z izbiro imena so starši zaznamovali mojo pot in delovanje, odprtost in brezmejnost, prlečka dalmatinskih in ukrajinskih korenin z muslimanskim imenom, ki je študirala ruščino in sinologijo. Bi nam morda malo še kaj o tem povedali? To ste vzeli iz prvega albuma Beročke, Ljubav se ne trži. Glasba je v bistvu bila položena nekako v zibelko, doma smo dosti peli, potem sem v času osnovne šole naredila nižjo glasbeno z violine, potem sem se naučila igrati kitaro ves čas, ob tem pa sem od drugega letnika gimnazije naprej pela pri komornem zboru Orfej, ki je zelo pomembno vplival na eno splošno razgledanost, bi rekla. Z glasbo si odpiramo številna vrata, lahko se poglabljamo v zgodovino, v kulturo, ali je to naše lastno izročilo ali pa izročilo drugih narodov. In vse to nas zelo bogati in nam pomaga potem pri naši kasnejši poti v življenju.
Ljubezen do jezikov in odprtost do drugih kultur sta vam bili torej položeni v zibelko. Kako se je to odražalo v družinskem življenju? Ste bili veliko v stiku s svojimi sorodniki? Ja, v bistvu smo bili, oziroma se pravi Prlečka dalmatinskih korenin. To je bilo lahko, to je bilo razmeroma lahko, se pravi Slovenija, Hrvaška. Ta potovanja so bila kratka, drugače pa v Ukrajino, v kraje, odkuder je babica izvirala, nismo šli nikoli. Takrat je bilo to še nekako bolj zaprto. Smo pa nekako ohranjali stike preko pisem. Jaz sem potem, ko sem se odločila za študij, nekako izbrala ruščino kot en jezik, ki ga doma sicer nisem se ga doma naučila od babice, je pa mi bila ta melodičnost jezika zelo blizu. Kdaj pa je v vas dozorela želja po študiju tujih jezikov? Jeziki so mi bili v bistvu vedno nekako blizu. Vedno se mi je bilo preprosto naučiti ali pa slišati melodijo jezika, glasbo. Vedno mi je bil izziv, da govorim na takšen način kot materni govorci nekega jezika. Recimo, zelo zgodaj sem se naučila ali pa učila nemščino skozi komunikacijo, interakcijo z otroci na morju. Potem smo v času osnovne šole imeli en tečaj italijanščine. To je bilo vse sporedno nekako z angleščino in nemščino v osnovni in srednji šoli. Razmišljala sem o arhitekturi, ampak potem so bili vseeno jeziki tisti. Na začetku, v bistvu, ko sem se vpisovala na filozofsko fakulteto, še ni bilo oddelka za sinologijo. In sem imela prvo leto kombinacijo primerjalno jezikoslovje in ruščino. Zanimivo. Kaj pa prinese študij sinologije in ruščine mlademu človeku? Imate kakšne posebne spomine ali anekdote z fakultete? Ja, dosti. V bistvu v času, ko sem se odločala za to kombinacijo, to je bilo leta 1994, je bilo to nekaj zelo nenavadnega. Ruščina pa kitajščina, sistemsko, nekako komunistično, socialistične države, ki smo jih pojmovali nekako, ali pa povezovali zaradi tega z neko nazadnjaškostjo, nerazvitostjo na splošno. Danes pa sta to v bistvu dve izjemno pomembni področji ali pa dva pomembna jezika, tako gospodarsko, kulturno, in pomembno je tudi, da se mogoče, kaj narobe rekla, ampak da se malo uravnovesi prisotnost različnih jezikov nasplošno v naši mentalni podobi. Se pravi, ni angleščina edini jezik, ampak so tu še drugi narodi, druge zelo pomembne kulture, ki pomembno doprinašajo k vsesplošnemu nekako svetu nekega intelektualca ali pa izobraženca. Študij sinologije, se pravi kitajščina, je bil zelo zanimiv, ker smo študenti prišli študirati k dvema profesorjema, ki sta, preden sta nastopila kot profesorja na tem oddelku, sama bila še študenta. To pomeni, da sta bila popolnoma odprta, polna novih idej, zanosa, vse je bilo mogoče, ni bilo nobenih omejitev. Imeli smo zelo zanimive ure predavanja. Ene od prvih so bile, recimo, nas je bilo študentov več kot 90 v prostorih, ki so bili namenjeni za 30 študentov, ker je bilo preprosto vpisa toliko, ki ga niso želeli omejevati. Se pravi, prvo leto vpisa na kitajščino v Sloveniji je bilo namesto 30, so sprejeli več kot 90 študentov.
To je pomenilo, da je prišla profesorica, odlična profesorica Jana Rošker, tudi delno prleških korenin, in čisto oziroma malo v kombinaciji po naše pa po kitajsko z tisto veliko palco udarila 3-krat po tabli, ko smo se mi končno umirili, pogledali njeno smer in se v bistvu predavanje, poučevanje začelo. Učenje kitajščine je izredno zanimivo, je treba pozabiti vso logiko, ki jo imamo, ki jo prenesemo s sabo. Jezik funkcionira čisto drugače, potrebni so, se pravi, na novo se vzpostavlja nek sistem pomnjenja in dejansko traja 2 leti, da možgani zgradijo neko strukturo in potem po 2 letih nekako zadeva začne delovati bolj smiselno. Do takrat pa je ena velika zmeda, ko ne veš, kaj veš, česa ne veš, kaj si pozabil, kaj nisi pozabil. Tako da sem pa v bistvu v Sloveniji prva diplomantka te kombinacije jezikovne, se pravi ruščine in kitajščine, Selma Franov. Hvala lepa. Moja diplomska naloga je bila tudi nominirana za Prešernovo nagrado, ampak je, mislim, da takrat v tistem času Kitajska kot taka še ni bila tako v spredju, da bi ta nagrada dejansko bila tudi podeljena. Nedolgo nazaj ste obiskali Tibet. Predstavite nam svoje popotovanje, pot, bivanje, spoznavanje novih krajev. Kaj vas je navdušilo v tej pokrajini? Nedolgo nazaj sem res bila na Tibetu. Drugače sem po koncu študija tudi živela na Kitajskem, že v času študija. Po koncu študija pa smo z družino iz Ljutomera z vlakom, iz Ljutomer mesto stopili na vlak z 2 rukzakoma in šli preko Ukrajine, Rusije s transsibirsko železnico na Kitajsko. Tam smo se ustalili v kraju Chengdu. To je glavno mesto province Sichuan, ki dejansko meji na tibetansko planoto oziroma na Himalajo. In že v tistem času sem večkrat potovala na to himalajsko v Himalajo, s tem, da je to bilo še iz te strani province Sichuan. Tu se iz Chengduja se zelo hitro povzpneš na nadmorsko višino 3000-3500 metrov in to je običajno že kar izziv za telo, za pljuča in posledično za vse. Letos sem se v začetku leta odločila, da se pridružim eni skupini. Glavnina je bila iz Slovenije, potem pa še nekaj prijateljev iz Italije in Avstrije, ki smo imeli nekako željo, da gremo na eno potovanje okrog Svete gore Kailaš. To je nekako osrednji zahodni del Tibeta, avtonomne pokrajine znotraj Ljudske republike Kitajske. In nekje aprila sem se začela pripravljati na to potovanje, ker gre predvsem za pohodništvo oziroma potovanje na izredno visoki nadmorski višini. Lhasa, kamor smo prileteli, je na 3600 metrih, od tam pa se dviga, recimo, da smo vsak dan šli nekih 200 metrov više proti izhodišču za pohod okrog Kailaš gore na 4800 metrov. To je pa kraj Darčen. In zahvaljujoč številnim napotkom, tudi pripravam pri nas, je na srečo šlo vse z razmeroma, ali kako bi rekla, bolj ali manj resnimi težavami vzporedno. Simptomi, na takšni višini se pojavljajo različni simptomi, ker je zračni tlak čisto drugačen, vsako telo odreagira na svoj način.
V kombinaciji z dobro družbo, z razmeroma dobro pripravljenostjo je šlo na srečo veliki večini iz skupine v redu, dobro, in smo od 18 nas je 15 šlo na ta pohod. To pomeni od 4800 metrov nadmorske višine smo se povzpeli na 5630. Imeli smo nekako načrtovano pot 55 kilometrov, ki smo jo prehodili v 3 dneh. Tako da izjemna izkušnja. Težko je opisati z besedami, ampak lovili smo vsak dih. Tu te dejansko telo nekako ustavi in je, čas teče drugače, predvsem si nekako s pozornostjo obrnjen v sebe. Pokrajina je, bi rekla, izjemna, zelo posebna, tudi izredno lepa, ampak zelo neizprostna. Na srečo smo imeli sonce praktično ves čas našega potovanja in tudi pohoda, ampak sonce na tej nadmorski višini pomeni izredno močno UV sevanje. To pomeni, da smo morali biti čisto zakriti, da nismo dobili opeklin. Ozračje je izredno suho, se pravi, dihalne poti zelo presušene. Višina pomeni, da imamo vedno neko potrebo po pitju vode, se pravi, telo je konstantno žejno. In takšne podrobnosti, na kere mi v vsakdanjem življenju tu niti ne pomislimo, ne? Pa zanimivo mi je bilo recimo misel, da Ljutomer je nekje na 170 metrov nadmorske višine, jaz pa sem bila tako 5500 metrov više, kako tu, kjer živim, ne. Vsekakor je bilo tistim članom ali pa udeležencem potovanja, ki živijo na višji nadmorski višini, lažje, no, pa tisti, ki redno hodijo v gore, seveda tudi, ampak to potovanje mi je dalo neko vero v sebe, da je možno iti tudi skozi izredno zahtevne situacije. Mislim, da je pomanjkanje diha ena od verjetno zelo pogostih sprožilcev kakšnih paničnih napadov, tako da na srečo v skupini ni bilo tega. Smo pa se blizu pod vrhom, naš spremljevalec, nepalski vodič, je imel s sabo oksimeter, se pravi, to je napravica, ki meri količino kisika v krvi. In malo pod vrhom prelaza sem vprašal, da bi si mi to malo zmerili, ne, koliko je zdaj. Tega mislim, da sem jaz imela nekje 68 ali pa 70. Prijateljice, s katerimi smo hodili nekako bolj manj štric, so imele tu med 60 in 70. Ena izmed nas je imela celo, mislim, da 56. Sam ta nepalski vodič je pa imel tudi precej nizko, no, stopnjo kisika, čeprav je bil čisto ali pa bistveno bolj hiter, dosti bolj navajen, recimo za gibanje v takšnem okolju, ne. To je bilo zelo očitno, ko so nas po levi pa po desni prehitevali Tibetanci, domačini, ko so kar šibali mimo nas, mi pa komaj lovili dih in zelo zlagoma stopali. Katere razlike ali podobnosti bi izpostavili, če bi primerjali življenje v Sloveniji in v tej azijski pokrajini?
Ja, prvo, kar bi rekla, je, zaradi nadmorske višine so tu čisto drugačne vremenske razmere, kar se tiče tega, kar človek lahko pridela. Zemlja, recimo, sicer je rodovitna, ampak temperature ne omogočajo pridelovanja drugih pridelkov, kot so recimo ječmen in koruza, uspevata. Tako da so Tibetanci nekako, ker se prehransko omejeni, tradicionalno prehransko omejeni nekako na jakovo meso, na kozje meso, potem ječmenovo moko od svojih živali, ki jih v bistvu pasajo tradicionalno kot nomadi, tako da se selijo po pokrajini, na pašnike, na različne pašnike in lege, kjer je trenutno pač na voljo paša. Pridobivajo dosti mleka, sir, živijo z naravo v smislu, da poznajo nekatere rastline, koreninice, gomolje, ki jih tudi uporabljajo pri prehrani. Zelo zanimivo je, ne vem, to je mogoče, ko boste hodili po Tibetu ali pa kje, ko boste lahko probali, morate probati masleni čaj. To je v bistvu na osnovi črnega čaja. Skuha se zelo močen črni čaj, potem se doda 2 žlici masla, pol deci mleka in soli se. Se pravi, to pride v bistvu zelo energetsko močen napitek, ki dejansko je potreben za življenje v tistem okolju. To se je recimo tradicionalno skupaj z prepraženo ječmenovo moko, campa in praktično, če poješ to, si vse za pol dneva dober, energetsko. Vi ste se poglobili v budizem in za enega budističnega učitelja celo posneli tibetansko pesem za rojstni dan. Bi malo povedali o tem? Ja, res je. Že nekaj časa spremljam tibetanski budizem. Na povabilo naše lame Karma Wangmo sem za rojstni dan Tessitu Rinpocheja iz Šerablinga dejansko posnela, sem se naučila na tibetansko pesem in posnela video s podobami iz Slovenije, tudi Prlekije. En del smo posneli na Jeruzalemu, en del tu v Ljutomeru za hipodromom. To darilo je ta Tessitu Rinpoche zelo vesel ga je bil, zelo lepo ga je sprejel. Tako da so šli pozdravi iz Slovenije in Prlekije tudi na Tibet. Kitajska in Rusija sta pomembni svetovni velesili. Kaj kot poznavalka obeh kultur menite o poročanju zahodnih medijev o teh dveh državah? Tu bi najprej mogoče izpostavila eno optiko. Mi kot Evropejci smo cepljeni na to, da gledamo na svet iz naše perspektive. Mi ne vemo gledati, ali pa je treba za to, da bi pogledali na svet iz druge perspektive, ali pa razširili svoje obzorje, zorne kote, res iti iz sebe. Je treba resno študirati, je treba nekako tudi teoretsko razmišljati o tem, kaj pomeni, kje so tiste naši zelo ozki okviri, kjer domnevamo, da mora biti vse tako, kot si mi predstavljamo, zaradi kulturnega razvoja, recimo evropske, stare evropske celine, ali pa, ne vem, recimo na Kitajskem, pri nas je razsvetljenje, obdobje razsvetljenja bilo eno zelo pomembno obdobje, potem antropocentrizem,
premiki, ki so pomembno vplivali na kulturo v primerjavi z drugimi deli sveta, pa ne govorimo samo o Aziji, recimo, ampak tudi Afrika, tudi Latinska Amerika. Tam v tistih predelih, kamor je prišla evropska kultura, se pravi stara evropska kultura, je ta način razmišljanja nesla s seboj in težko sprejemala tisto, kar je že bilo tam. Recimo Kitajci sami po sebi niso imeli obdobja, ki bi se mu reklo razsvetljenje. Oni so šli skozi en svoj razvoj, tudi če mi govorimo pri nas o feudalizmu, o tlačanih, tega na takšen način pri njih ni bilo. So njihove specifike. Zelo dobra literatura na to temo je delo Orientalizem Edvarda Saida, ki je bila na sinologiji praktično obvezna literatura prav pri profesorici Jani Rošker, ki sem jo omenila. Tu je zelo pomembno potem nasplošno za metodologijo vseh vrst raziskav, se pravi, kaj so naši temelji, kako mi postavimo neko raziskavo, da bo imela dejansko kvalitetne rezultate. In tu so glih ta vprašanja, ta optika, naše razumevanje Evropa in potem Azija. Tako da hvala lepa za to vprašanje, je dejansko zelo pomembno. Kaj pa menite o političnih odnosih Slovenije do teh držav? Bi se po vašem mnenju gospodarsko in politično morali bolj povezati z njima? Če se vrnem mogoče še na poročanje zahodnih medijev v teh državah. Ja, mislim, da zahodni mediji vsekakor izhajajo tudi iz teh temeljev evropske kulture. Težko se postavljajo v drugi zorni kot. Tudi poznavanje odnosov med Kitajsko in Rusijo, ki niso tradicionalno, niso to samo prijateljski, absolutno ne prijateljski, ampak so dostikrat pač tu so bila vedno nihanja, obdobja, ko so bili bolj prijateljski odnosi, obdobja, ko so bili manj prijateljski, tu so bili tudi vedno obmejni vdori, enih pač iz obeh strani območij. Vedno so tu gospodarska vprašanja, vedno so tu vprašanja delovne sile, potem mi iz te razdalje, iz Evrope zelo posplošujemo. V glavnem zelo posplošujemo zadeve in si mislimo, mi že vemo, kak je iz naše, kako bi rekla, iz kavča pred televizijo. Mislimo, da vemo, kaj je. Nasplošno poročanje zahodnih medijev, ali pa medijev nasplošno je pa zadnje čase mislim, da eno poglavje za sebe, ki se mu moramo, oziroma bi se mu morali mi poslušalci kot neki kritični sprejemniki za raznih informacij bolj posvečati. Ne vem sicer, kaj je možno napraviti, ampak iskati neke načine, da dobimo čim bolj relevantne informacije. Mislim, da bi novinarji in mediji morali imeti neko nepristransko vlogo in ne biti pod vplivom različnih političnih opcij ali mogoče gospodarskih tokov ali kakorkoli. Politični odnosi Slovenije do teh držav, mislim, da je Slovenija načeloma vzdržuje razmeroma dobre odnose. Po mojih izkušnjah zdaj Slovenija za nobeno od teh držav ne predstavlja nekega tveganja. Mi smo toliko mali, da nas vidijo mogoče kot neko, da je fajn, da imajo vredo odnose, nismo, ne vem, kako bi rekla, ne predstavljamo nekega tveganja za njih, kakorkoli.
mi imamo lahko kvečemo več koristi od tega, da imamo dobre odnose, kar je vedno smiselno. Je pa res, da to je tudi moja čisto osebna izkušnja v enem sodelovanju, da Slovenija kar drži svojo držo, ne, bom rekla, da ne poklekne, tudi ko so kakšni pritiski strani ene ali druge države, tako velike države, recimo konkretno čisto Kitajska, Slovenija. Tako da jaz sem, koliko so bile moje čisto konkretne izkušnje, sem v bistvu zadovoljna s tem, kako naši peljejo zadeve. Poleg omenjenih jezikov obvladate še kar nekaj drugih. Nam zaupate, v katerih jezikih bi se znali sporazumevati s tujci, ki pridejo v našo Prlekijo? To bi bilo kar nekaj jezikov, ja. Torej ruščina, kitajščina. Preden sem začela študirati, sem govorila že nemško, angleško, potem sem v času študija, ne vem, mislim, da prvi ali drugi letnik, moj prvi izpit, ki sem ga naredila, je bila nizozemščina. To me je nekako veselilo takrat, kot en izziv kombinacije jezikov. Nizozemščina je dejansko med nemščino in angleščino. Potem sem v času študija tudi naredila izpit Cambridge Certificate na najvišjem nivoju, se pravi kot materni govorec. In sproti mi je nekako šlo, sem imela dosti interesov, sem se začela učiti Gaelic, se pravi, to je irsko, to staro irščino. Poleg tega seveda hrvaško. Ne, to niti ne. Ali pa zdaj bi že skoraj morali omeniti, da vemo hrvaško, ker je malo manj tega, ni toliko splošno razširjeno. Malo italijansko, malo francosko, malo špansko. Prodali me ne bi. Tako da, v glavnem, vseh teh jezikih lahko pozdravim, lahko vodim, Prevajala pa sem v glavnem angleščina, nemščina, ruščina, kitajščina, v glavnem v teh jezikih, Zelo pomembno mesto v vašem življenju pa ima tudi glasba. Pojete v komornem zboru Orfej in duetu Beročka. Kaj vam pomeni petje in kako vpliva na vas? Komorni zbor Orfej sem prej že omenila, Beročko smo tudi na kratko. Glasba in petje je dejansko veliki del mojega življenja. Če ne govorim, pojem. Včasih sem tudi tiho. Komorni zbor Orfej, kot sem že rekla, je v bistvu zelo pomemben faktor, bom rekla, v mojem življenju, tudi glede odločitev, kje bom živela, kje ne bom živela. Vem, da sem se v času študija za vikende vračala vedno domov zaradi vaje pri Orfeju. Potem turneje z Orfejem, gostovanja, naše redne vaje. Tu so bila zelo lepa druženja, zelo lepi spomini, ki jih ustvarjamo še zdaj. Tako da, kjer je lepo vabljeni, da se nam pridružite. Je pri nas tudi nekaj gimnazijcev in gimnazijk. Beročka pa je v bistvu eno zelo posebno sodelovanje z prijateljico Marinko, s katero smo začeli skupaj peti glih v komornem zboru Orfej. In v enem momentu sva, ne vem, jaz sem običajno, ko je bil kakšen akustičen hodnik, sem začela peti in Marinka se mi je pridružila, smo peli v dvoglasju. In počasi nekako smo začutili željo, da bi hteli tako mogoče probati po svoje oziroma ločeno nekako od zbora. Izbrali smo tudi čisto drugi način, žanrsko, se pravi ljudska pesem, ker se nam je zdelo, da je tega
bolj malo. In dejansko se je izkazalo, ne, da sploh v našem prostoru, da poustvarjalcev mlajše generacije dejansko ni toliko. Ne. Zelo fajn je, da se to ohranja pri folklornih skupinah. So zelo pomembne zato, ker tudi redno vzgajajo mlajše generacije. Tako da petje je vedno bilo del, tudi povezan s plesom in vsakodnevnimi opravili kmečkimi. Midve z Marinko z petjem v dvoglasju dejansko lahko gremo v zelo ene posebne, mogoče malo bolj intimne, intimne okolja, intimne vsebine. Zelo radi pojejo takšne pesmi, ki so že pozabljene, tako da jih obujamo iz pozabe. In včasih jih, recimo, če obstaja v zapisih ali posnetkih samo en glas, potem Marinka doda še drugi glas, z zelo veliko mero občutka. Zelo sva veseli in presenečeni pozitivno, da je najino delo zelo dobro sprejeto. Odkar sva prvič šli odkar smo se udeležili območnih revij in od poustvarjalcev ljudskega izročila Slovenije, smo dejansko dosegli najvišje rezultate na državni reviji prvo mesto, več let zapored. To je po eni strani zelo močna potrditev najinega dela in tudi spodbuda za naprej. Je pa tega navdiha zelo dosti. Nekako kar samo prihaja, se poraja, bom rekla. Prvi album Ljubav se ne trži, tam smo zbrali 24 pesmi iz 3 sosednjih pokrajin. Za drugi album, ki je posvečen prleškim ljudskim pesmim, so pa zbrali 15 pesmi, ki so, mislim, da je ena dobra polovica, recimo tako, da niso toliko poznane, oziroma so bile pač pozabljene, nekoč so se pele in zelo lepo nakazujejo tudi ta karakter in značilnost prleškega človeka, prleške ženske, eno hudomušnost, norčavost, pa malo sarkazma, malo se obrne vse na hec. Zdaj, pred kratkim smo imeli tudi en zelo poseben nastop v Cankarjevem domu. To je bilo na povabilo Janeza Dovča, soustvarjalca Sozvočja Slovenije, festivala Godi Bodi. In tam smo lahko pred polno dvorano predstavili tudi prleščino in tudi prleške pesmi. Ja. Torej, zakaj menite, da je pomembno ohranjati ljudsko izročilo? Ljudsko izročilo je tisto, kar vsak nosi v sebi nekaj globoko in je tisto, kar nas določa meje ali pa okvire mogoče našega sveta. In dobro je, da ga poznamo. Dobro je, da vemo, odkot prihajamo, ker če vemo, kje imamo korenine, lahko rastemo. Če ne vemo, kaj so naše korenine, če se ne zavedamo, kdo smo v svoji celostni biti, ne moremo v bistvu živeti svojega polnega potenciala. Kaj pa prosti čas? Kako izkoristite čas, ko niste na odru ali na poti? Ja, prosti čas. V bistvu ukvarjanje z glasbo je moj prosti čas. Sem
tudi babica. In mogoče bi temu rekla prosti čas. Ne vem. Ves čas, koliko ga je, probam preživeti tudi z družino. Rada kuham za družino in za prijatelje. Imam tudi delavnice kitajske kuhinje. Ja. Rada delam na vrtu, tako da če ali pa no, na vrtu pa pri delu tudi lahko pojem, tako da ja, prsti v zemlji pa delo z zemljo. Ja. Na koncu vas prosim, če poslušalcem, ki iščejo svojo pot med jeziki, kulturami in duhovnostjo, namenite kakšno sporočilo. Meje mojega jezika so meje mojega sveta. In izredno pomembno se mi zdi, da se zavedamo, koliko je vredna naša lastna misel, koliko je vredno to, da se ne zanašamo na vire ali pa pripomočke, kot so umetna inteligenca, zato da bi prišli do nekih zaključkov, zato da bi nekaj naredili hitreje, ker pot je cilj. Pot, kako mi pridemo do nekega znanja, kako se dokopljamo, je to, kako mi gradimo svoje možgane. Možgani so mišica in če mišice ne uporabljamo, je atrofira. Tako da še ena zadeva. Jeziki, vsak jezik je dejansko svoj svet. In materni govorci, mi recimo tu v tem prostoru živi slovenščina. In slovenščino je, tako kot vsak drugi jezik, izredno pomembno poznati do obisti, do konca, do vso njeno globino in vso njeno lepoto, ker isto, kak je izročilo, je skozi jezik in v jeziku lahko samo živi. Če bomo se mi zanašali in v jezik vnašali tujke iz nerazličnejših jezikov, seveda je to proces, ki se dogaja, ampak lahko smo leni, lahko pa nismo leni, ne? Se pravi, se potrudimo uporabiti, iskati jezike, izraze, ki so bogati, ki so polni enega naboja, slovenskega naboja, ker ga nosimo s sabo, ne? Da ne bomo mi nek zakrknjen podaljšek angleščine čez 10 let, pa še mogoče zakaj pa ne. I'll say something in English. The way we speak English is what I hear in our times from young people, and not so young people as well, is we learn English mainly through media and through movies, and the level of English is very low. It's quite vulgar, a lot of profanities, and it's not the language that's usually spoken in a family environment in any of the families who live in the US, in Canada, in England, Scotland, Australia. And we are not aware that we are actually being very vulgar when we swear in our everyday language. So it's very, very uncommon for native speakers of English to swear as much as swear words are used when non-English speakers are speaking. So have a think about how much profanity you hear in a movie, and then reduce that to about 1%, and try to find polite ways of expressing yourself, because it's very, very, very important, and we come across as very not intellectual. It's very, I would really put that
I think it's very important in any language. So 我现在可以讲几句话中文。你们听一听，虽然没有人能听懂，我还是讲。OK， 欢迎你们多听这个节目。Kaj ste zdaj povedali? Ko bom povedala par stavkov v kitajščini, če glih nišče ne da razma, pa ka lepo vabim k poslušanju te oddaje. Gospa Selma Franov, zahvaljujem se vam, da ste našli čas in da smo smeli pokukati v vaš svet. Želim vam še veliko glasbenih uspehov in navdihujočih potovanj. Hvala lepa, Kaja. Hvala lepa za vabilo v studio. In nasvidenje. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drug teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.